Silva Pavlin je šele po tetini smrti ugotovila, da je občina za njeno bivanje v domu doplačala 26 000 evrov. Za tolikšen delež se je tudi upisala na tetino nepremičnino. Ko pa je Pavlinova zahtevala račune, iz katerih bi bilo razvidno, za katere storitve je občina doplačevala, ustreznih pojasnil ni dobila. Sem šla po račune in sem dobila na občini in na domu upokojencev Excel tabele, brez štempelk, brez nič, brez pogodb, brez specifikacij, zakaj so porabili ta denar. Na občini Kobarid so potrdili, da ne preverjajo vsakega računa za oskrbnino posebej, plačajo pač, kar jim izstavi dom. Obrnili smo se tudi na pristojno ministrstvo, kjer odgovarjajo, da se uporabnik ali svojec, če meni, da storitev ni bila opravljena, bila pa je zaračunana, lahko pritoži vodstvu domu, nato se lahko obrne na svet zavoda, nenazadnje tudi na socialno inšpekcijo. Te možnosti so za našo sogovornico novost, saj so ji v Tolminskem domu omenjali le možnost tožbe, za katero pa se ni odločila, saj je trenutno brezposelna. Vse račune za storitve z področja oskrbe preverja inšpekcija. Ta tudi vedno preveri, ali so bile zaračunane ustrezne storitve, dejansko izvedene, in ali so bile storitve, ki so bile opravljene, tudi zares potrebne, da se opravijo za določenega stanovalca. Žogica se tako vrača nazaj na občino. Na ministrstvu dodajajo, da občine doplačujejo domsko oskrbo na podlagi odločbe Centra za socialno delo. To je podlaga za račun, ki pa ga lahko na občini kadarkoli tudi preverijo.